Danes v Pomurskem dnevniku. Neurje uničilo ves pridelek. Tudi živalim je vroče. Smrad v Lendavi neznosen. Aha Mura končno le prodana. Vreme jutri delno jasno s plohami. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate Pomurski dnevnik. Močna neurja s točo in vetrom so največ škode v torek pozno popoldne povzročila v Podravju in Slovenskih Goricah. Kmetje v okolici Svetega Tomaža so lahko le nemo opazovali posledice toče, ki je marsikje uničila ves pridelek. Gasilci so imeli največ dela s podrtimi drevesi in razkritimi strehami. Edina sreča v tej nesreči je, da v neurju nihče ni bil poškodovan. Neurje pa je minulo noč pustošilo tudi po goričkih pridelkih. Soseda stanovanjskega bloka Maja Metličar je v torek pozno popoldne po 17. uri lahko le nemo opazovala dogajanje. V bistvu je odkrilo tisti blok in streho nanašalo na naše dvorišče. Bilo pa je grozno. Močan veter, sunki vetra, ki so potem to streho zmetali na naše dvorišče. Zgolj na Ptuju so gasilci v torek posredovali na skoraj 30 lokacijah. Največ dela so imeli s podrtimi drevesi. Delovali na 29 različnih lokacijah, kjer so pokrivale strehe, tudi zamenjevali razne strešnike, slemenike zamenjevali, potem pa smo največ odstranjevali tudi dreves podrtih na prometne površine, s tem omogočali proste poti in pa od tega so se 2 drevesi podrli na osebna vozila in pa tudi na kemp pri Kolcu oziroma avtodom v kempu v Termah Ptuj. Na srečo tukaj ni bilo poškodovanih oseb, smo pa tudi iz ene hiše črpali vodo. Na srečo ob tem nihče ni bil poškodovan, nastalo pa je za več 10 tisoč evrov škode, ki so jo včeraj že popisovali cenilci. Ti pa svetujejo, da se strehe, ki so sedaj zasilno pokrite, čim prej popravijo. Težava je, da se lahko pojavi, če bi se ponovno kakšna nevihta pojavila v teh naslednjih dneh, saj nam bo te objekte, ko jih smo sedaj pokrili, tudi verjetno odkrilo, ker je to zasilno prekrito. Tako da pač ljudje pozivamo tudi, da se čim prej za sanacijo teh njihovih poškodb na objektih obvestijo krovce in jim to popravijo tako, kot je potrebno. Medtem je bila skoraj 18 ur po neurju pri Svetem Tomažu omrežja sadovnjakov še vedno toča. Zaradi zaščite na drevesih večje škode ni povzročila, je pa toliko bolj prizadela polja. Če pogledamo to koruzo ali polje njive, lahko vidimo, da tukaj škoda 100%. Z te koruze ne bo več nič, niti ni primerna za nobeno spravilo. Nekatere koruze smo rekel, ko so nekaj veliko malo večji, da še imajo male klase, ampak seveda koruza nima dovolj sebe energije, ker nima ni zrna nič, ni primerna niti za seriranje, tako da lahko rečemo, da je to 100% škoda. Predvsem bo imeli težave, ti živinorejci, kmetije, ki imajo živino, da ne bodo imeli hrane. Tudi letošnje leto, je bilo sušna pomlad, so bile košnje travnikov, prva košnja 30% manj, druga košnja, tudi 50 do 60% manj, sena, travnih silaž, zdaj pa še ne bo koruzne silaže, ki je glavni vir energije na kmetijah. Tako da ne vem, kako se bodo te kmetije znašle, da bi potem zadovoljile, dovolj veliko potrebo v jeseni za hrano, za živino. Tudi na večini njiv Voršičeve kmetije letos pridelka ne bo. Po teh vseh hektarjih, teh treh bomo najmanj izgubili 7-8 ton pšenice, koruze pa najmanj 30 ton ali pa še več. Zdaj je to vse šlo v vragi. In ker ni pridelka, je tudi finančna izguba visoka. 10 tisoč, 15 tisoč sigurno, ne. Zato je občinska komisija za oceno škode ob naravnih nesrečah že dokumentirala posledice toče. Prva ocena je pravzaprav, ki bomo jo posredovali naprej. Kaj se bo dogajalo kasneje, sicer ne vemo. Upamo pa, da bo prišlo do tega, da bo pristojno ministrstvo nekje našlo sredstva, da bodo pomagali našim ljudem, ker dejansko na tem območju, kot smo sedaj, pa ko gleda na to pšenico, ki še ni bila požeta, je dejansko 100% uničena. Enako velja za koruzo, sojo in podobno in še druge poljščine na tem območju naselja Bratonečice, Sejanci in Savci. Pa tudi vinograde, ki so malo višje gor ležeči, Mala vas, Gradišče, Zagorje, vinogradi so tudi nekje prizadeti med 70 pa še tudi več procentov. In na koncu je vse spet v rokah kmetijskega ministrstva.
Vroči poletni dnevi so tukaj in z njimi visoke temperature, v katerih lahko naše živali precej trpijo. Ljudje se lahko ohladimo na veliko različnih načinov, živali pa so povsem odvisne od nas. Kako poskrbeti, da našim prijateljem ne bo prevroče, pa tokrat Leja Žido, prostovoljka pri Društvu za zaščito živali Pomurje. Pozdravljena. Pozdravljeni. Našim živalim je najugodneje, ko je zunaj temperatura zraka med 18 in 20 stopinj. Sedaj so temperature bistveno višje, kako jim lahko pomagamo, da jim je udobno? Tako, člani v Društvu za zaščito živali Pomurja pozivamo vse skrbnike živali, da zdaj v teh vročih dneh poskrbijo za živali, da jim omogočijo zadostno količino sence, zadostno količino vode. Psi, ki so privezani, da se imajo kam skriti, da če so privezani na soncu, se lahko že samo v 15 minutah zgodi vročinski val, da potem lahko žival dobi napad in od tega tudi umre. Tudi v boksih, da imajo možnost se kam skriti. Večkrat pridemo na teren in vidimo, da je boks ljudje pod brajdami, pač v senci, kuža pa zaprt v boksu, po možnosti boks še nima strehe, ampak ima samo tisto majhno hiško, v kateri se potem lahko kuža samo tam skrije. Moramo biti pozorni, da tista hiška se zelo hitro lahko segreje in se nima potem več kam umakniti. Torej živali moramo omogočiti, da se lahko skrijejo, da jih odstranimo z boksa, z verige, da si same poiščejo prostor in pa da imajo vedno na razpolago svežo vodo. Voda ne sme biti premrzla, da lahko potem tudi zbolijo, dobijo angino ali pa druge bolezni, mora biti primerne temperature. Tudi leda jim ne dajemo v vodo, torej voda naj je mlačna in pa da z živaljo ne hodimo na sprehod čez dan, ampak zjutraj in pa pozno zvečer. Najlažje pa ugotovimo, kako lahko gremo z kužkom na sprehod, je tako, da stopimo z boso nogo na asfalt in počakamo 30 sekund. Če je za nas prevroče, je potem tudi za kužaka prevroče in lahko dobi na blazinicah različne opekline. Torej sprehode umaknemo na pozne ure ali pa zgodne zjutranje. Hrano pa živalim nastavljamo zjutraj in pa zvečer in pa toliko, da jo takoj poje, da hrana ne ostaja, ker potem je tisto že od vročine pokvarjeno. Velikokrat v medijah zasledimo sedaj v poletnih mesecih, da ljudje pustijo, pozabijo ali pač nekako se znajdejo živali v zaprtih avtomobilih. Kaj v tem primeru svetujete? Ja, kljub zelo velikemu ozaveščanju se žal to še vedno dogaja, da grejo ljudje v trgovino samo za 2 minuti, pravijo in pustijo psa vseeno v avtomobilu. Samo kot zanimivost, naprimer, če je zunaj samo 25 stopinj in pustimo avto v senci, je v avtomobilu 31 stopinj, če ga pa Bog ne daj pustimo na soncu, je pa v avtomobilu že 71 stopinj, le v nekaj minutah. In tudi za nas je nevzdržno, da bi to preživeli in ostali v avtomobilu. Tudi če je avtomobil prezračen, je kljub temu še vedno prevroče. Torej raje pustimo žival doma in bo veliko bolj nam hvaležna, kot pa če jo vzamemo za par minut s sabo v trgovino. In tudi če to opazimo kot mimoidoči, da se seveda obrnemo na pristojne ali na policijo, na 112, kakorkoli, in obvestimo, da se dogaja nekaj nepravilnega. Moramo pa opozoriti tudi na vse tiste živali, ki nekako niso namenjene sprehodom, skratka živali v hlevu. Kako lahko poskrbimo, da tudi tem živalim pri stopinjah nad 35 udobno? Tako, tudi na te živali ne smemo pozabiti. Živali, katere so v hlevu, morajo imeti ves čas možen dostop do vode in pa hlevi morajo biti redno zračeni, da se zrak pretaka, da jim ne bo tako zelo vroče. Če so pa na pašnikih, pa da imajo tudi enako seveda možnost dostopa do vode in pa da se lahko skrijejo kam v senco. Ali so to kakšne hiške, ali so to drevesa, samo da imajo senco. Skratka, moramo skrbeti, če smo to prijatelji, naši najboljši prijatelji, tudi za njih. Tako, ne smemo pozabiti na živali. Skratka, najlepša hvala, da ste bili v studiu. Hvala lepa. Problematika lendavske bioplinarne, od katere se predvsem širi neznosen smrad, postaja tudi mednarodni problem. Saj tudi v občini Mursko Središče takšnega obratovanja ne podpirajo. Domačini so ogorčeni, ker se nič ne premakne. Občina Lendava vztraja, da lastnik poskrbi, da do smradu ne bo več prihajalo, ukolikor tega ne morejo izvesti, predlagajo zaprtje bioplinarne. A tu se zatakne, saj ima pristojni inšpektorat za zdaj zvezane roke.
Konec aprila je murskosoboški okoljski inšpektorat dobil prijavo o smradu, ki se širi po Lendavi iz bioplinarne. Ob pregledu so ugotovili, da je bioplinarno prispela ilegalna pošiljka odpadkov iz Hrvaške. Šlo naj bi za več kot 17 ton hrane, ki je potekel rok trajanja. Za to predelavo namreč bioplinarna ni posedovala dovoljenja. Izdali so 4 odločbe in izpeljali razne postopke. Kot je pristojni inšpektorat pojasnil, imajo pri ostalih postopkih dokaj zvezane roke. Svojo odločbo ustno, potem pa tudi pisno je sledila, je prepovedala predelavo teh odpadkov, za katere ni dovoljenja. Ko pa govorimo širše o samem odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja, ki je seveda potem prava podlaga, da se lahko bioplinarna zapre ali pa se ji v celoti prepove obratovanje, je pa seveda odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. To se pa lahko odvzame, če so izpolnjeni, bi rekel, 2 bistvena pogoja morata biti izpolnjena. Prvi je, da inšpektor izda odločbo, seveda ugotovi nepravilnosti, izda odločbo in ta odločba mora postati pravnomočna. In šele, če zavezanec ne spoštuje pravnomočne odločbe, potem je to podlaga, na kateri lahko inšpekcija da predlog na Agencijo Republike Slovenije za okolje za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. In zdaj v zvezi s temi odločbami, temi 4 odločbami, ki jih je inšpektorica izdala, sta 2 od teh odločb je zavezanec spoštoval, medtem ko 2, ki jih pa ne spoštuje, je pa vložil pritožbo, tako da nista pravnomočni. Šele po pravnomočnosti bodo na inšpektoratu videli, kako naprej, in šele takrat bodo tudi odločali o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Zaenkrat mora inšpektorat delati v skladu z zakonom in zaprtje bioplinarne z danes na jutri, na žalost domačinov, ni mogoče. V ponedeljek se je iztekel rok za ponudbe in stečajni upravitelj AHA Mure Stevo Radovanović je prejel 3 ponudbe oziroma plačane varščine za nakup AHA Mure kot celote z izhodiščno ceno 1,6 milijona evrov. Danes je predstavil novega kupca, ki prihaja iz Celja. Na današnji tiskovni konferenci je stečajni upravitelj Stevo Radovanović predstavil ponudnike zadnje javne dražbe AHA Mure. Prispele 3 ponudbe. Ponudba Impost, tehnična trgovina na debelo in drobno d.o.o. Celje, Pekarska cesta 2. Metalka Komerc, Dalmatinova 2 in Avtocenter Murska Sobota. Te 3 ponudbe so prišle v odprtem roku, plačane so bile varščine. Najboljšo ponudbo je dala podjetje Impost, tehnična trgovina na debelo. Ponujena cena je 2 milijona 11 tisoč. Spomnimo, da so bili na prodaj objekti moških oblačil, ženskih plaščev in ženskih oblačil z opremo in zemljišči, zavarovana in nezavarovana blagovna znamka Mura ter vratarnica, ki jih je poskusil že večkrat prodati, v celoti in ločeno, vendar neuspešno. Ta petek, 14. julija, se bo vročina sončnih žarkov preselila na žar in zakurila najbolj vročo temo poletja. Burgerji in vse na žaru. Čas bo za 6. poletno sočno vilico. Poletje smo dobro pozdravili, saj nas radodarno obsipava soncem in visokimi temperaturami. In v tem slogu bo potekala tudi 6. sočna vilica, na kateri bodo kraljevali burgerji in vse z žara. Vroče bo od 10:30 naprej, ko nas bodo z dobrotami žara razvajali Smoker Star, gostilna Lovenjak, šunkarna Kodila in restauracija Simple. K dobremu žaru se pije dobra pijača. Tokrat bosta za to poskrbela 2 nova ponudnika. Vina nam iz krajev z največ sonca, jeruzalemskih goric pripelje PNF Jeruzalem, za gašenje s pivom pa bo poskrbel Perfect Beer. In kaj poletnega bomo okušali? Smokana svinjska rebra, goveji gurmanski burger, burger gyros, ice burger, roast beef, tiramisu Lovenjak, oblečena jabolka in še kaj. Celoten nabor jedi si lahko ogledate na spletni strani www.socnavilica.si. Soboški grad so premestili na Goričko v Savinjsko dolino. A to ni osamljena nepravilnost. Preverite kje in zakaj na spletnem portalu www.sobotainfo.com. Mi pa si oglejmo še kratke novice.
Tudi včeraj nam večerno neurje ni prizaneslo, tokrat je veter z dežjem pustošil Goričko. Preverimo, kakšna je napoved za vikend. Danes smo imeli v dopoldanskem času dokaj jasno vreme. V Krajinskem parku Goričko smo tako opoldne namerili 22 stopinj, 24 je bilo v Radencih ter v Lendavi, v Murski Soboti je bilo opoldne 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva bodo krajevne padavine predvsem v severni polovici Slovenije, sredi dneva in popoldne pa občasno tudi drugod. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti 13, v Mariboru 14. Jutri najvišje dnevne 21 stopinj v naših krajih. V soboto bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh, bo pa največ 25 stopinj. V nedeljo bo precej jasno in suho s temperaturami 24, malce bolj toplo in jasno pa nas čaka v začetku tedna, ko naj bi se živo srebro povzpelo do 27 stopinj Celzija. Toliko za danes, lep preostanek dneva vam želimo. Srečno!